ženskem odboru Slovenske demokratske stranke ocenjujemo delo vlade v zadnjih 2 letih v večini kot slabe. Pričakovali bi, da bo vlada nadaljevala s pozitivno družinsko politiko, ki smo jo začeli v času prejšnje vlade, torej da bo več namenjala tako sredstev za investicije v šole in vrtce, kot tudi za razne subvencije, ki bi olajšale in pomagale državljankam in državljanom pri skrbi za otroke, skrbi za mlade, za katere vedno pravimo, da so naše bogastvo. Nažalost se sredstva za investicije večinoma zmanjšujejo, kljub temu, da smo v zadnjih letih beležili dvig rodnosti, veliko več rojstev kot pretekla leta in bi se seveda na to morali bolj konkretno pripraviti. Vlada je tu preveč prepuščala reševanje problemov s pomanjkanjem vrtca, naprimer občinam, ki so seveda tudi mnogokrat finančno podhranjene in niso v stanju te probleme učinkovito in hitro reševati, zato bi pričakovali, da jim bo vlada priskočila na pomoč. V prejšnjem mandatu je bila uvedena tudi subvencionirana dijaška prehrana za vse enako, podobno kot to velja za študente. Pričakovali smo, da se bo s tem trendom nadaljevalo, vendar se je ta vlada odločila, da šolsko malico subvencionira samo res socialno ogroženim in delno tudi ostalim. S tem se je bistveno zmanjšalo število dijakov, ki imajo subvencionirano prehrano, kar se nam zdi v času krize in ko njihovi starši ostajajo brez služb, velik problem. Na ta račun se naj bi sicer delno subvencionirala tudi prehrana v osnovnih šolah, vendar pa so po naših podatkih nastali predvsem administrativni problemi, kar nekaj težav imajo šole in sistem ne teče tako, kot je bil predviden, da ne govorimo o tem, da tudi več stane, kot bi naj. V zadnjih mesecih beležimo zelo visoko brezposelnost, praktično ves čas te vlade se brezposelnost povečuje. Na udaru v teh primerih so ponavadi največkrat res mladi in ženske. In vsi ukrepi, ki jih je ta vlada sprejela, so predvsem v smislu gašenja požarov, torej ko samo za nekaj mesecev podaljšamo agonijo in podaljšamo pač odhod posameznikov na Zavod za zaposlovanje. Ko se ti seveda znajdejo med brezposelnimi, je pot nazaj na trg dela zelo težka, sploh za ženske, sploh za mlade ženske, ki so tudi v rodnem obdobju in podobno. V taki situaciji se seveda težje odločajo tako za rojstvo otrok, kot tudi za kakšne druga načrtovanja, druge investicije, morda v stanovanje in podobno, kajti prihodnost ne zgleda prav svetla in večinoma mladi kar izgubljajo upanje, da bo v prihodnje kaj bolje. Tudi nenormalni dvig državnega dolga, ki se povečuje praktično vsa leta, pomeni hudo obremenitev za predvsem mlajše generacije, ki bodo te dolgove morali odplačevati, tako za mlade kot za ženske in za vse skupaj je to precej slaba perspektiva. Kot rečeno, državljanke in državljani na ta način izgubljajo upanje, da bo naša prihodnost svetla in pozitivna, kajti obremenjujemo jih z mnogimi nepotrebnimi težavami, ker se ta vlada ne zna spopasti s težavami, sprejeti ukrepov, ki bi dejansko pomenili izboljšanje in bili v pomoč mladim in pogosto tudi ženskam, ki jih pač v ženskem odboru namenjamo posebno pozornost.